Fantasy. Radio Fantasy. Ej, Nisva sama, čas je, da se začnemo resno pogovarjati. Konc bancije. misliš? Maja Tasić, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jo, kak nežen glasek. Veš, midva sva navajena, da se že na vse zgodi glas na polno energije. Pravzaprav si prva, ki si mi rekla, da imam nežen glasek. V resnici ga nimam. Štartala si nežno, ja. vem Tako, pa, da tako, si dajmo. šarfno dekle. Ne? Da. Maja, zdaj, da boste vedeli, kdo je Maja. Maja je, bom rekel, podaljšana roka programa, ki ga bomo zdaj predstavili. Naslednjo soboto se bo odvijal pri nas na Krekovem trgu z naslovom Tretja vražja zabava v mestu. Tako je. Pa je, da bo vražje, smo slišali. Tako je. Tretja zato, ker dvakrat smo že organizirali v Mariboru, tokrat pa prihajamo v Celje in se zelo veselimo, da spoznamo tudi Celjane in njihovo energijo. Čakaj, zdaj pa moramo najti mi neko tole, a veš, povezavo. Kaj, zakaj vražje, kje? Mislim, slišal sem neki zobki in tak naprej. Tako dejansko podjetje Kuradin Slovenija, ki je zastopnik za blagovno znamko Curaprox, katere poslanstvo je pravzaprav ponujati kakovostne izdelke za ustno higieno, obenem pa tudi osveščati. In sicer osveščati o zdravih nasmehih, od samega rojstva pa do britkega konca, če lahko tako rečem. No. Mislim, glede na to, da na mladih svet stoji, je treba že otroke navaditi ščetkati zobe, ne? Ja. Zaradi tega, ker na stare leta, ko rabiš kako protetiko, zna koštati tudi do 20,000 Se evrov. spomnite, nekdaj je bila pred risanko ona cik-cak, pa so si oni zajčki zobe umivali, ne? Torej, To je to. To bi lahko pravzaprav mi naredili, če bi že takrat bili prisotni v Sloveniji. No. Ja, tako, to je to. Curaprox, to je švicarska znamka, ne? Curaprox je švicarska znamka, tako. Pravzaprav, zakaj smo naredili vražjo zabavo? Ker si želimo pričarati zdrave nasmehe ljudi tudi na malo drugačen način. Na bolj zabaven način. Na bolj zabaven način, tako, ker vse vemo, vsako jutro, vsak večer ni Ja, zmeraj muka. zelo zabavno, ne? Sploh za otroke je to na nek način muka. Mi pa se trudimo ponuditi recimo staršem orodja za motivacijo, pa tudi seveda za dobro ustno higieno, da imajo to otroci potem že od malega v krvi in v podzavesti in to potem raste z nami in nam Ampak, a ostane. lahko sam nekaj pokažem. Bom pokazala v kamero. Majni nohti so namreč, mislim, da v skoraj vseh barvah njihovih zobnih ščetk. Ne. Naša najbolj prodajana zobna ščetka CSP 460 ima 37 variacij, tako da ni šlo vse Ni gor. šlo na Ne, vseh, ne, jaz se pravim, ni šlo ampak vse da gor. skoraj v vseh. Ne, tudi če bi ne. Ni Ne, šlo. če Čakaj, še pol noge dama ni, zraven, pa še jaz ti kaj posodim, pa mogoče pridemo tja. Tako da smo barvna znamka, potem nas tudi poznajo, ampak predvsem bi rekla, da kvaliteta je tista, ki naj stopi v ospredje, ampak smo barvna in živahna, obenem pa profesionalna in kvalitetna znamka. In zdaj, poleg vseh koncertov, ki se bodo odvili, to bomo povedali malo kasneje, bodo pa tudi v bistvu delavnice na Krekovem trgu. Na Krekovem trgu naslednjo soboto, 8. junija, med 10. in 19. uro, ves čas se bo nekaj dogajalo. Povabili smo že 3. leto zapored svetovno znane Dunking Devils, ki jih verjetno poslušalci že dobro poznajo. Gre za svetovno znano akrobatsko skupino. Oni zmeraj privabijo ljudi in nasmehajo na njihove obraze, tako kot mi, tako da gremo zelo dobro skupaj. Ves čas bodo potekale torej delavnice, ščetkalnica za otroke. To mene zanima, kaj je to ščetka, ker jaz sem bral to reklamo, skoraj sem si jezik zlomil. Ščetkalnice. Tako, Slovenščina, ščetkalnica. veš? Ja, Torej, pod klopjo, ne? starše in otroke bomo naučili, kako pravilno ščetkati, obenem pa imamo eno tako fajno družabno igro, ki se reče Brush Hour. Torej, to je namizna igra, družabna igra, s katero otroci v bistvu na zabaven način spoznavajo ne tako zabavne vsebine ustnega zdravja. No. Ok, zdaj pa nagradno vprašanje za Majo. Na koliko časa menjamo zobno ščetko? Zobno ščetko menjamo najmanj na 3 mesece ali, če smo vmes bolani, takoj po bolezni. Ali če se slučajno ne uporablja pravilno in se ščetine razcvetijo, to jaz vidim včasih pri svojem sinu, potem pa takoj, ko to se zgodi, rabimo novo zobno ščetko. Ker tiste ščetine grejo vse drugam, samo tja ne, kot bi morali. Ne?
To je ravno point, da dosežejo vsa tista mesta, kjer se tako. najbolj nabira umazanija, ne? Ampak ne pritiskamo, no? Vse to se bomo vse naučili naslednjo soboto, prideta, ne? Seveda. Ne pritiskamo, nežno. No, sej tudi ščetkamo. recimo to, ne, ko imaš zobne ščetke, potem pa imaš trdote zobnih ščet, ne? Imaš mehko, imaš srednjo, pa imaš potem trdo. Bojda se uporablja mehka oziroma srednja trdota in nikoli trda. Ja, res je, dejansko so raziskave pokazale, da mehkejša kot je zobna ščetka bolje očisti. Razumem, da občutek ljudi je včasih drugačen, da ti tista zelo mehka ne očisti dobro, ampak s pravilnim načinom ščetkanja mehkejša ščetka očisti bolje. Trda nikakor ne. Ravno zadnjič sem imel možnost testirati eno to soft, pa se mi je zdelo, da me sam boža po zobeh. Verjamem, to je samo občutek in navada. Pa pravilen način ščetkanja je tudi pomemben, Janko, ampak to bomo ti naslednjo soboto pokazali v praksi. Ja, mislim, da bomo tam glavna akterja, ko bomo imela širok nasmeh na ustih, pa no zdaj pa pokažite, kako se to ščetka. Torej, tretja vražja zabava v mestu nas čaka naslednjo soboto. Kdo vse, poleg Dunkin Devilsov, pa čez nekaj trenutkov. 18 minut torej do 9 in nisva sama, ker sva že malo poprej čvekala, klepetala z Majo Tasič iz Cura Prox, oziroma podjetje ste drugačno. Jaz rečem, ker Cura Prox bo boljš, ne Slovenija. Vas bomo takoj prepoznali. Pozdravljena in dobro jutro še enkrat. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Vse si prej povedala o ščetkanju, kar se tiče detajlov, bomo zvedeli vse naslednjo soboto na Krekovem trgu. Tako, od 10. do 19. ure. Ampak Boš koliko bele zobe boš imela, na mesto še škalnice boš imel ti tam ščetkalnico, ne? Potem boš imel tam drugače tudi igralnico, to da ti povem. Pa, kak se reče, pop-up ali pop-up ordinacijo? Ja, Maja, kar povej. Kak se prav izgovori, to sta Ja, bila ja. bolj strokovnjaka, pop-up bi jaz rekla. Mariborska. Ja, Mariborski, nova Mariborska, plošča. ja, Ja, tako. to imate. Ja, dejansko zbirali bomo tudi, imeli bomo nagradni kartonček in bomo zbirali žige, tako da tisti, ki bodo najbolj pridni in bodo obiskali več teh kotičkov, bodo na koncu tudi nagrajeni z Cura Prox presenečenjem. In tudi ordinacija pop-up, kjer bodo na voljo naši zobozdravniki in strokovnjaki, bo ena izmed teh, ki bo dala štempelj. Žig. To je že uno. Jaz bom že tam prva v vrsti, pač mala sem glih tukaj, da sem tako otrok, tako da bom spadala v Se ono boš lahko kategorijo, ker jaz sem pomešala imela med njih. roza Ja. zobno Pa ščetko. vražja zabava je, veš, tudi za rokce. A Ne? ja. Mogoče ni dogodek namenjen samo otrokom. Ne, saj smo rekli, da Tudi odraslim tudi, ampak jaz tako. bi imela roza, veš pa glede na mojo višino sem tam. Jaz mislim, da Otroški včasih se oddelek. zgodi, da starejši manj vedo ali pa znajo kot otroci. Ali se mi pa sam zdi. Ja, jaz sem včasih zelo presenečena, da dejansko nimamo veliko znanja o ustni higieni. Ne? Čeprav imamo v Sloveniji relativno sistem dobro urejen, bi rekla, nas obiskujejo preventivne sestre v šoli, ne? Tisti modre tabletke, ki jih Ja, no, grizemo saj in glih tako to. naprej. Ne? Ampak ja, dejansko nimamo dovolj dobrega znanja, tako da bi že iz tega vidika priporočala, da se mogoče nas obišče. Ali pa osvežitve osveži znanja ni znanje. potem z leti. Misliš, vse to smo se naučili, saj vemo, ne? Pa ni res. Ok, ampak mi zdaj govorimo o vražji zabavi, ne? In jaz bi prešaltala zdaj mogoče na ta zabavni del, Tako, poleg tako. ščetkanja in učenja in delavnic, Okej. ker kot sem nekaj čula, pravice bo plesalo, pol bo glasbena predstava, pa bo pa še koncert, tako da Maja. Vse skupaj se bo začelo ob 10. uri z Trkajem in njegovo predstavo Repki. Gre v bistvu za slovensko otroško poezijo v repanju. Zelo zanimiva zadeva. Komponirali smo tudi vaše domačine, in sicer plesni klub Plac. Bodo imeli kar veliko vlogo, tako da bo veliko plesnih vložkov. Potem pa ob 12. uri Dunkin Devils predstava, potem bomo imeli malce pauze z izobraževanjem, delavnicami in tako naprej. Popoldanski del pa spet plešemo, Dunkin Devilsi, in pa ob 17:30 Bipopovke. Vem, da je vsaj Tinkara iz Celja, tako da tudi tu smo probali biti lokalni. Odlično. Pridni. Pa si bomo pa peli na ves glas in na široka usta. Ti si moje sonce. Ja, z nasmehom ga bomo pričarali, Ja, ne? Ker se to bo tako je res. svetli zobki, pol, ko bomo to mi očistili. Naše.
Vse kaže, da bo zelo sijalo sonce v soboto. Ja, zdaj pa imeli bomo še kolo sreče, sem nekje zasledila. In koliko sreče moraš imeti, da zadaneš kaj? Ali presenečenje? Nagrade so presenečenje, ampak okej. lahko pa povem, da so v isti tematiki kot je sam dogodek. Drugače pa ne rabiš imeti veliko sreče, ker v bistvu vse zadene, ne? Pravzaprav, tako da samo postaviš se Moraš v biti vrsto, res ker vrsta je smotan. pa zmeraj dolga. Ja. To je zelo popularen del kolo sreče, tako da in potem sigurno morda dobiš roza ščetko. Torej, Janko, tretja ti modro, pa vražja jaz roza. zabava, le če jo bom dobil, ti jo bom dal, verjem. Ne, ti boš imel modro, jaz zamela pa roza. No pa če jaz dobim roze, dobiš mojo. Verjemi, tako kak si vse ti v zate, redu. le še v toplo vodo skočim. Tretja vražja zabava v mestu, torej nas čaka naslednjo soboto in Maja za konc, samo še kaj, če, kljub temu, da pravijo, da bo sonce, kaj, če bo slabo vreme. Upamo, da ne. Ampak če bo slučajno deževalo, potem bomo imeli vražjo zabavo v nedeljo. Prej za en dan predstavljamo. Za en dan prestavimo, ja, 9. junija. Tako. Ampak vseeno upamo in verjamemo v to, da bo nam uspelo v soboto. No, jaz tudi verjamem, da nam bo uspelo v soboto, ker namreč v soboto, 8.6. od 10. do 19. ure, ko pridejo tudi Dunking Devilsi, bomo lahko tudi mi postali Dunking Devil za en dan. To pomeni, da nas bodo verjetno naučili tudi malo skočiti na trampolino, pa mogoče, zdaj jaz ne vem, če bom glih letela do koša, ne, ampak Šuši. vsaj približno, da bom mogoče lahko koš zadela. Saj vem, da moraš vedno vse probati, ampak bi ti odsvetoval, no? Da te Pa ne se še imam ta odnese prve kam. kolene. Ok, dobro. Bolniške mi je pa tudi še nekaj Maja ostalo. Tasič, hvala ti, torej se vidimo naslednjo soboto, tretja vražja zabava v mestu. Hvala tudi vama. Mejte se lepo Čau. in sončno odhajamo. Radio Fantasy. Radio Fantasy.